pri katerih letih, ali bolje rečeno, katerega leta si prešaltal iz violine na kitaro in zakaj? To je moral biti prehod iz 70. v 80., torej največ leta 80. Zakaj? Pri violini nisem bil pretirano dober, pa zelo sramotno je bilo v tistem času, če si s kovčkom od violine šel mimo fuzbal placa. Torej, prijatelji so te malo čukali zgledali, ti si ono violino skrival. Bistveno lepše je bilo pol, ko sem korakal s kitaro. Seveda tudi lasje so se malo podaljšali, pa garderoba se je spremenila. Je pa kitara v tistem trenutku bila tako zelo privlačen dejavnik. Osnovnošolski bend, ki je kmalu začel nastopati po valetah in takih manjših špilih. Zelo hitro, torej pri 13 me je pa povabil en starejši bend, torej moj tudi pozneje dober prijatelj Bojan Fifnjak, ki me je povabil v znameniti veliki brežiški cover band Zadnja sekunda, kjer smo igrali komade torej v trgovski šoli in podobnih telovadnicah. In kmalu zatem, torej nekje 83. Je že bilo obdobje, v katerem je bend, ki bo pozneje znan kot Demolition Group, izdal prvi neodvisni LP v vzhodni Evropi. Torej album, ki je dal komad Japanci rade za nas in to skupino popeljal iz majhnih Brežic pač po celi bivši Jugi. Ampak tam si ti igral kaj? Bas kitara. Bas kitara, se pravi, prehod iz kitare na bas kitaro, kdaj se je pa to zgodilo? To se zgodi hitro. Običajno se zgodi takrat, ko imaš v bendu pevca, pa 6 kitaristov, pa 2 kandidata za bobnarja in nihče noče špilati basa. In pol, dokler se oni kregajo, delegirajo manj vreden inštrument pač nekomu. To sem bil jaz, ki sem špilal violino, ki ima isto 4 strune kot bas kitara. In kot praksa pol kaže, kitaristov je veliko, basistov je malo. Zato, ker je kitaristov veliko, se hitro skregajo med sabo, pa težko delujejo na tem terenu. Basisti, ker jih je malo, imajo pa bistveno več priložnosti, torej ne delujejo praviloma z enim bendom, lahko delujejo z večjimi hkrati. Več kilometrine, sploh v rosno mladih letih, pomeni več izkušenj. Več izkušenj pomeni to, da ratuješ boljši, prej te opazijo in potem se začnejo stvari kotaliti same od sebe. To se je vse dogajalo v Brežicah in Brežice so bile v nekaterih obdobjih svoje zgodovine izjemno plodno tlo za kreativce. Velikokrat si upam reči tudi zaradi tega, ker se ni prav veliko dogajalo in si moral dolgčas pač z nečim pregnati. Danes za preganjanje dolgčasa služi tehnologija, mobilni telefon, računalnik, tablice in podobno, gaming in ostale stvari. Takrat si bil pa pretežno odvisen od lastne domišljije. Torej, glasba je bila eden od zelo super izhodov iz dolgčasa. Torej, prvi album skupine, tedaj še pod imenom Gastarbajter, se je zgodil leta 83, sledil je naslednji, mislim, 86, nekaj takega. Vmes skupina Demolition Group izdajala številne kasete v samozaložbi, šla nastopati v Barcelono na nek velikanski bienale, bila opažena s strani tujih založb, z eno od teh smo sklenili pogodbo in v drugi polovici 80-ih že nastopali tudi po Evropi. Zate, ker prihajaš iz teh koncev, zanimivost, da nastopili smo tudi na Sundance festivalu, sicer v rockerskem delu programa in na prireditvah, kot so Arezzo, Wave in podobni, ampak smo igrali tudi kje drugje. V vmesnem času fantje iz Demolition Group so sodelovali z Laibach in tu so tudi mene Jože in Matjaž sta me zvabila tudi v to leglo, tam sredi 80-ih, kjer vojska je zadevo presekala in sem se potem v ta krog vrnil, mislim, da leta 91 in ostal do leta 2006. Tu se stvari prepletajo, tudi tako z Laibach kot z Demolition Group imam približno 20 let kilometrine. Vmes je bilo še veliko drugih sodelovanj, zadnjih 15 let pa delo združujem z glasbeno skupino Dan D. Sredi prejšnje dekade, torej moralo biti nekje leto 2006,
Pri Laibachu ni bilo več kitarske sekcije, se je zgodil preskok v elektronsko glasbo. Jaz sem kljub temu že takrat, že nekaj let skrbel za en segment posla, in sem v tistem segmentu ostal še nekaj naslednjih let. Glede na to, da pa nisem bil več na odru, sem šnjofal z nekimi izzivi. In pri Dan D spomnim se, da sem na nekem špilu presenečen ugotovil, kako se je ta bend razvil. Torej, jaz sem poznal ta bend od prej, pa kaj ne rečem, ni mi nič kaj posebnega pomenil v življenju. Tisto, kar sem pa videl v letih 2005 in 2006, to je bilo pa res hud kvalitativen preskok. In to sem si drznil tudi pohvaliti. Torej, redko pohvalim ljudi okrog sebe. In mislim, da ta neka pohvala spet zapeljala v komunikacijo. Pač ne, ljudje, ki veliko komunicirajo, tvega, da se jim tudi kaj veliko dobrega povrne. Sledil je klic Tokca in nek kratki klepet, prvo glasbeno druženje, in potem so si fantje pač nakopali hudiča v hišo. Ni za mene, vzeti samo meni je. Pa zanimivo, zadnjič mi je nekdo omenil, torej Bojan, spet, ki sem ga že prej omenil, mi je zadnjič na pogovoru na tržnici omenil, kako dragoceno je in kako prepoznaš prijatelja potem, da ti pove vse v faco, ne? In tudi potem, da se zlahka skregaš, ampak zelo hitro ta kreg tudi pogasiš. Torej, toliko, kolikor se jaz znam skregati s Tokcem ali pa z drugimi člani benda, ne, pač res, ne, velikokrat se to zgodi, se pa hitro tudi pogasi. In to se mi zdi, ta drugi del je, torej ni se problem skregati, problem je te stvari pogasiti in konstruktivno nadaljevati. Kaže pa na to, koliko nam je to, kar počnemo skupaj, koliko nam je pomembno. Pomembno nam je toliko, da se nam tudi ni problem za zares skregati. In še eno ilustracijo povem, v življenju sem 2-krat zabrisal kitaro v tla in to res bi onega zadavil, ne. Torej, obakrat je to bilo v primeru Dan D. Vse naenkrat, hkrati premalo, rad bi te jemal. Celo življenje skušam temu, kar počnem, dati še nek dodaten smisel, torej umestitev v življenje. Pri glasbi je to težko skozi druge ljudi, ne. Če razumeš, kaj počneš, če razumeš, kaj počnejo drugi ljudje, ki so na tvoji ladji, če razumeš, kaj počnejo ljudje na koncu verige, torej poslušalci, in ves živi zid posrednikov, potem je življenje bistveno lažje. Torej, je malo težje tudi, ker moraš investirati v poznavanje tega sistema, ampak vedno me je fasciniral ta kompleksen svet, prepletanje teh interesov in pa tudi zavest glasbenika, ki misli, da se to vse vrti res okrog njega, ne. Ko ugotoviš, da imajo vsi playerji tukaj, vključno s publiko, imajo svoje zgodbe, premalo časa, premalo energije, premalo pozornosti in premalo denarja. Ko enkrat razumeš, da smo vsi v približno isti godlji, takrat postane pomembno, vsaj zame, kako urejati odnose med vsemi temi ljudmi. In glasbeni posel v resnici samo to. Na eni strani so ljudje, ki proizvajajo vsebine, na drugi strani so ljudje, ki trošijo, in vmes je nek živi zid posrednikov. Da bo še to bolj zanimivo, on, ki ustvarja, je hkrati tudi potrošnik. Poslušamo muziko drugih ljudi. On, ki je potrošnik, tudi sam nekaj ustvarja. Vsi smo hkrati distributerji lastne glasbe. V glavnem tak zabaven svet, kjer pa razmerja je vseeno treba opredeliti, in to je meni krasno, ne. V tem kompliciranem sistemu najti stvari, v katerih bomo, ne morem reči, vsi enako zadovoljni, v katerem bomo vsi mogoče enako nezadovoljni. In to omogoča nek stabilno delovno okolje, ki omogoča tudi načrtovanje in lažje in hitrejše predvsem premikanje skozi prihodnost. Mislim pa tudi, da je celi zadevi, torej taki, kot je glasba, ne, torej ni samo melodija, zaporedje akordov, nek beat, nek tempo. Mislim, da je tudi glasbi, tako kot drugim stvarem v življenju, pomembno dati smisel. In ta smisel se mora na nek način sparkirati tudi kot zgodba, ki je vpletena v glasbo, in tudi ta mora priti do ljudi, in mislim, da se potem
tudi glasbeni produkti, tudi v Sloveniji, to se zelo jasno vidi, se ločijo med sabo. Sam zase trdim, da sem strpen, prijazen, razumevajoč in vse, kar spada zraven. Mislim, da se nihče v Sloveniji z mano ne strinja v tem. Pravijo, da sem brutalen, zoprn, skratka vse najslabše, torej ne verjamem tem ljudem. Ampak možno, da to tako razumejo tisti, ki jih poskušam soočiti z realnostjo. Običajno tako, da nastavim ogledalo in to velikokrat ni fajn, ne. To so tipične situacije slovenskih glasbenikov, ki recimo takrat, ko jamrajo, da nimajo denarja za realizacijo nekaterih stvari in povprašaš, ali bodo letos šli na morje, torej letos mogoče zaradi korone ne, ampak v normalnih okoliščinah 5 ljudi iz nekega benda reče seveda in to nekateri celo imenujejo eksotične destinacije in po meni to čisto čudno, ne, kako to na eni strani nimaš denarja za tisto, kar rad počneš, torej glasba, ne, ne manjka ti pa denarja za izlet do morja in pol si rečem, mar ne bi ti prišparil si tukaj denar za morje pa šel še delati čez poletje, torej a se da, ne vem, 700-800 evrov po glavi zaslužiti krat 5 ljudi, 4,5 ure, pa še prišparil si denar, ker nisi šel na morje, to je neka denarna masa, iz katere danes bend sploh v začetku kariere absolutno lahko osmisli svoj glasbeni projekt, vendar pravim, ljudje se težko morju odpovejo, lažje se odpovejo investiranju v glasbo in to zame pač ni resno ukvarjanje s poklicem, ne. In tudi to mi ni problem takrat, ko to ljudje priznajo, ampak hudo mi je takrat, ko rečejo, stari moj, muzika, ljubezen, čustva, to vse imam not, lev jajc bi dal za tole, hkrati pa, pač 100 evrov ti je težko investirati v zadeva, ne. Veliko je teh nekih situacij, v katerih slovenski glasbenik precenjuje samega sebe in moram reči, to težko prenašam. Res, pol data mogoče malo manj prijazen. Mi povej, glede zdaj na zdajšnje stanje, so kakšne skupine, posamezniki, glasbeniki, ki se ti zdijo zelo perspektivni, mlajši, mislim zdaj, valjda, v dani situaciji, koga bi lahko omenil? Pričakujem, da bo covid tukaj naredil velikansko uslugo, ne. Namreč podrli so se neki sistemi, ki smo jih podedovali še iz 20. stoletja in so se sparkirali v 21. stoletje, ne. Torej ene utvare o tem, kdo je publika, kdo so ustvarjalci in kdo so te členi živega zidu posrednikov, ne. Torej v ta živi zid ljudje postavljajo radio, televizija, tiskani mediji, online, organizatorji klubov, torej festivalski organizatorji, lastniki plakatnih služb, številni neki playerji, ki ti lahko pomagajo pri karieri ali ti pri temu nagajajo. Torej v tem živem zidu je toliko vplivnih posameznikov in inštitucij, ki imajo svojo predstavo o tem, kakšen mora izgledati svet. In to, kar mene jezi, je, da se je v glasbenika, torej na začetku verige, naselila se je neka zavest, neko poznavanje tega živega zidu, naselila se je neka utvara, da poznamo neke ljudi, ki so tam na koncu verige, ne. Sploh iluzija, da se v Sloveniji vsi poznamo, ni res, ne poznamo se, ne. Torej zaradi vse te neke utvare slovenski glasbenik zna zelo dobro z današnjimi orodji ugotoviti, kaj potrebuje bodisi Radio 1, bodisi kaj je potrebno narediti za Facebook Live, bodisi kako zložiti playlisto za Spotify. Vsem tem se pa zgubi tisto, kar je esenca glasbe. Glasba je del nekega širšega družbenega dogajanja, lahko tem spremembam sledi, lahko pa nanje vpliva ali pa celo sproža. Torej, ta del je tisto, kar mene zanima. Sledenje, v redu, pač ne, to je lahko neka obrtniška zadeva in cenim vsakega obrtnika, tudi sam sem relativno dober v tem, ampak mislim, da je to postala taka prevladujoča norma in to me v glasbi žalosti. Zmanjkalo je poguma, zmanjkalo je inovacije, zmanjkalo je tveganja na račun tega, da je porasla ta obrtniška vednost ali pa obrtniška znanost, torej znanje o tem, kaj drug potrebuje in serijsko se s pomočjo tehnologije masovno štancajo neke vsebine, ampak te vsebine se tudi masovno distribuirajo in tudi masovno se trošijo. Posledično, ko je trg zasičen z zelo podobnimi produkti, vrednost vsakega posameznika pade.
In to je pač osnovni zakon inflacije. Veliko število produktov na trgu, manjša njihova vrednost. Hkrati se podpirajo vrata za neenakopravne bitke, tisti, ki bojo zaštrleli iz tega povprečja, tisti imajo šanse pogrniti še bolj, itak nimajo kaj izgubiti, super, podpiram to. Ali pa zmagati big time. In mislim, da če kdaj v času covida in še posebej v času po covidu, tisti, ki bojo pripravljeni bolj tvegati, iti proti normi, še enkrat, tukaj smo izobraženi, če ne druge, pa znanje sparkirano na YouTubih in vseh možnih priročnikih. Vsi vemo, kako je treba komad narediti, vsi treba, kako je treba polizati onmu drugmu ali pa popušiti onmu tretjemu, ne. Torej, vse to vemo. Ko vsi to vemo, to pol ni več važno, ni pomembno, ne. Ko bomo malo bolj tvegali pri vsebini, mislim, da bomo v času covida in po covidu te izjemne vsebine, da bo to tudi z dolgočasen folk na koncu verige znal nagraditi. Do takrat, bolj ko je povprečen ali pa podpovprečen produkt, rabo bo več ojačevalcev okusa. Torej, vse bolj bo pomemben imidž, vse bolj bo pomemben denar, investicije v neke pač neke maske, ki v resnici kamuflirajo sem to, da glasbenik v povprečju nima prav veliko pomembnega ljudem za povedati. Optimizem, torej oni, ki bojo pogumni, oni torej tvegajo popolni propad, kaj lepšega, celo življenje boste lahko razlagali, kakšna krivica se vam godi, ali pa boste zmagali big time, spet kaj lepšega, čudovit, oboje legitimni scenarij. Ampak brez skrbi, placa bo tudi za tiste, ki znajo obrtniško proizvesti vsebine, torej oni, ki bojo romantizirali preteklost ali pa ki bojo ohranjali sedanjost. Obrtniških orodij za to je na razpolago dost, znanja je dost in tudi publike, ki se tega želi, je čisto zadost, ni panike, da ne bo pomote, ni panike. Če pa kdo zaštrlel v zadnjih letih, da, so mnogi posamezniki, tako v nekih zastarelih, po mojem okusu, formatih, kot tisti, ki so šli v malo bolj inovativne smeri. To, kar mene skrbi, je, da pač nimajo priložnosti ali se ne znajdejo pri tem, dati svoj vpliv na resnični test. Resnični test je pa na koncu verige. Tam je publika, tam je referendum in publika želi izkazati svojo lojalnost, ne tam, kjer je enostavno, tam, kjer je težko. Torej, enostavno je stisniti klik, like, view, whatever, težko je pa odpreti denarnico. In na tem področju mislim, da se ta neka ljubezen še ni sinhronizirala, ampak a imamo Murphy, a imamo Koala Voice, a imamo Meter, a imamo Joker Out, torej imamo veliko novih playerjev, ki vidim, da nekaj se kuha, se pa ne materializira v širšem družbenem dogajanju. Mimogrede, nihče od teh ne terja širšega družbenega dogajanja. V covidu in po covidu se bo oblikovalo okolje, ki bo hvaležno za nove stvari in bo to pripravljeno izraziti tam, kjer to najbolj boli, skozi denarnica. Optimizem. Lotimo se tvojega življenja v Ljubljani v zadnjih letih. Večkrat tebe in tvojo Drago opazijo ljudje na tržnici. Kako ti je življenje urbano v tej Ljubljani všeč? Kaj počneš med tednom, za vikend? Ne poznam delitve med delovnim in prostim časom. To je prvo. Druga stvar, kjer sem slab, je, veš ono, ko rečejo ljudje, družba je družba, služba je služba. Ne znam tega, to odkrito priznam, zame vse osebno. Vse. In tudi odnos z Emanuelo, seveda ena najbolj osebnih stvari v življenju. Najini dnevni termini se skozi nek teden se čudno prepletajo in pol pride vikend. In tu veva, da pride ta neka sobota in to soboto se trudiva preživeti, če se le da skupaj. In tržnica je ratala kot en tak ritualček, v katerem poskušamo tudi nadomestiti druženje s prijatelji, ki jih med tednom niti slučajno ne moramo vedeti, ne. Tako da ja, to je pomemben faktor. Drugi faktor je, seveda imava svojo gospo tam, pri kateri nabavljamo stvari, iz katerih potem jaz moram kuhati, ne. Torej, jaz sem doma zadolžen za kuhanje,
To je mislim, da način, kako sem tudi Emanuelo zvabil v svoje stanovanje. Kdo je koga pol zvabil v druge romantične zgodbe, o tem ne bomo razpravljali, ker se ne strinjamo, vemo pa vsi točno, kako mehkega srca sem, pa kako prijazen sem in kako ne pač ženske znajo to izkoristiti. In tako je 17 let tudi izkoriščala moje kuhanje in se pretvarjala, da ne zna kuhati. Letos januarja, ko je pa bilo neko obdobje 6 dni, a sem jaz COVID mogoče fasil nekje, ne, in ko mi je prepovedala kuhanje, je morala kuhalnico vzeti sama in takole sem bil kar malo jezen. 17 let se mi je lagala, da ne zna kuhati. Zadnje leto je bilo pa kar težko tudi zate osebno. Ja, je. Torej, COVID je napadel moja starša. Oče je po 16 dnevih bitko s COVIDom izgubil in smo ga pač pokopali, to vedo ljudje, ki so imeli podobno izkušnjo. Torej, v COVID razmerah pač to ni nek poseben dogodek, dodatno je to lahko pač še malo žalostno. Mama je po 26 letih, po 26 dnevih bolnice, jaz gledali, kot da so leta, po 26 dnevih bolnice je prešla v dom za starejše občane Ljubljana, Vič, Bokalci, kjer mislim, da super skrbijo zanjo. Torej v obeh primerih, in očetovem in materinem, sem opazil, kako nimamo pojma ne o zdravnikih, ne o sestrah, ne o negovalkah, ne o vsem tem osebju, ki skrbi za te ljudi, ki jih fašejo, ne. Torej, jaz sem prvi, ki so mu simpatične teorije zarote, to mi je vedno ampak ko malo angažiram možgane, ko malo pogledam, kaj se dogaja, tele ljudje so ga res nastradali v celi tej zgodbi. Torej, videl sem absolutno veliko število ljudi, ki se tle angažirajo, torej pač te iz zdravstvenega sektorja, ne, ki se abnormalno angažirajo in to me fascinira, jaz tega res ne bi zmogel, ne. Moram reči sicer, nekoč, ko malo starejši, bom imenoval tudi 2 osebi, ampak to sta 2 osebi od mogoče 50 ljudi, ki sem jih uspel spoznati v tem procesu. 2 osebi, ki ste res malo, mislim, šamar bi jim opalo, ne. In to ne bom rekel, v katerem zdravstvenem domu, ne. Ampak generalno res se mi zdi izjemna situacija, izjemen preizkus potrpežljivosti, znanja, energije, moči in tudi denarja pri množici ljudi, ki jih ne vidimo, ne. In mislim, da tudi premalokrat takim rečemo hvala. Torej, 48 rečem hvala, druga 2 pa, ko bo cajt, se bom pogovoril posebej še z njima. Oče vojno lice, aviomehanik, zastavnik 1. klase se je temu reklo takrat. Torej, človek, ki je šravfal avione, to je človek, ki so ga včasih sredi noči kar poklicali in jaz spomnim kot mulc, da to pač kar nekaj se zgodi in foter odide, ne. Leta pozneje je rekel, da se to običajno zgodilo takrat, ko je kak avion tresnil dol, in potem so pilota s pinceto morali pobirati iz koruze. In vedno ta pač najbrž procesi zasliševanja pozneje, a je avion padel mogoče zato, ker je kdo kak šravf pozabil pritegniti ali pa ne pač iskati razloge za to, ne. V glavnem, vojno lice mehkega srca, ki pa je do sina, ki je bil problematičen, torej še enkrat, jaz sem prvi, ki prizna, da je pač nekoč bil malo problematičen teenager. Torej, na sina ni nikoli dvignil roke, kar je bilo izjema v tistem našem okolju. In tudi oče, ki je v družbi matere, ne, torej obadva sta tisto ta prvo kitaro, ki sta mi jo kupila, najbrž kupila proti vsem svojim prepričanjem, proti vsej svoji volji in marsikatero stvar sta naredila kontra sebi, z neko intuicijo, da pa mogoče to tako prav je, ne. In tudi velikokrat sem bil zaradi tega tudi jezen na njiju, ker so vsi drugi moji prijatelji imeli starše, na katere so se lahko jezili, meni so pa moji starši to priložnost odvzeli. Torej, a je šlo za alkohol, za mamila, za cigarete, za vse te neke problematične stvari v otroštvu in odraščanju. Imela sta izjemno veliko potrpljenja in razumevanja za to.
lahko si misliš, kako je bilo ostalim. Ostali so vsi lahko, imeli so nekaj zapovedati čez svoje starše, jaz pa nič. Torej, v našem okolju je bilo značilno to, da rečemo, oče nikoli ni direktno pohvalil tega, tako da sem se jaz pogosto spraševal, kaj njemu to Anton ne vidi, nič mogoče. Seveda, že zelo hitro sem v pogovoru s kakim njegovim prijateljem iz soseske ali pa v kakšni kafani izvedel, da je foter zelo ponosen. Mama pa mislim, da je to bistveno lažje izražala tako takrat kot tudi danes. Ne, nima težav s tem, opazi, kaj se dogaja, in mislim, da je predvsem zadovoljna, da se moje življenje tako dobro razpletlo. Namreč danes to izgleda v redu. Če zavrtim film tam nekje pri 18, pri 25 ali pa pri 32, mogoče to ni delovalo tako obetavno.